Člani Lions kluba Konjice so letos ponovno, že 6. zapored pripravili akcijo Plakat miru, ki se odvija v sklopu 22. mednarodnega Lions natečaja za mirovni plakat 2009-2010 z naslovom Moč miru. Namen natečaja, ki se je pričel v začetku leta, je spodbujati otroke, da razmišljajo in se likovno izražajo o miru, prijateljstvu in ljubezni ter o sožitju med ljudmi sveta. Natečaj je mednaroden ter ima predpisana pravila in določene roke. Vsako leto se ga udeleži okoli 300 000 otrok z vsega sveta. Slovenski Lions klubi sodelujejo od sredine 90-ih let. V Sloveniji sodeluje okoli 20 Lions klubov in 50 osnovnih šol s približno 1000 otroci. Komisija, ki jo sestavljajo akademsko izobraženi likovniki in člani sveta distrikta, izbere 24 najboljših del, ki so vsako leto razstavljene na vseslovenski razstavi. Hkrati izbere tudi zmagovalno delo, ki zastopa distrikt in ga pošlje v ocenjevanje na Mednarodno zvezo Lions klubov, katera izmed okoli 150 prispelih del za veliki finale izbere 24 del za razstavo in izmed njih zmagovalno delo. Nagrado zmagovalcu podelijo v okviru Mednarodnega dneva lionizma v okviru OZN v New Yorku ali na letni svetovni konvenciji Lions klubov, kamor zmagovalec potuje na povabilo Mednarodnega združenja Lions klubov v spremstvu staršev. Lions klub Konjice je organiziral skupno razstavo z zaključno prireditvijo, na kateri so podelili priznanja sodelujočim šolam in zmagovalnim delom in vsake izmed njih. Za sodelovanje v projektu so se odločile Osnovna šola Loče, Osnovna šola ob Dravini, Osnovna šola Podgoro in Osnovna šola Vitanje. Priznanja so prejeli Špela Esih iz Osnovne šole Loče, Veronika Brdnik iz Osnovne šole ob Dravini, Vita Kovše iz Osnovne šole Podgoro ter Timotej Pušnik iz Osnovne šole Vitanje. Torej, letošnja priznanja prejmejo Špela Esih. Naslednja je Veronika Brdnik iz Osnovne šole ob Dravini. Naslednja je Vita Kovše, nam že znana. Osnovna šola Podgoro. In pa Timotej Pušnik, Osnovna šola Vitanje. Za sodelovanje bi se radi zahvalili tudi osnovnim šolam, nekaj za spomin za letošnjo akcijo 2009 Plakat miru, in sicer Osnovni šoli Loče. Reči nekaj tu počakati. Seveda tudi Osnovni šoli Vitanje. Osnovna šola v Dravini. In pa Osnovna šola Podgoro. Radi bi se zahvalili tudi za lanskoletni uspeh. Lani namreč je naša predstavnica zmagala tudi na nivoju Slovenije. To je delo, ki sicer visi na steni danes, reprodukcija. Reprodukcija je zato, ker je original šel na ocenjevanje naprej po svetu in pač da so ga tam zadržali. Zato smo v bistvu zahvalo in malo kot nagrado za lanskoletni uspeh Vite Kovše dali izdelati reprodukcijo njene slike in bi jo podarili, če bo uspela domov odnesti tako veliko. Tole so pa rezultati lanskega natečaja, da je umela za spomin. Tukaj bomo pa pol pomagali odnesti kanal samo se muči. Razen teh nagrajenih likovnih del, želim še posebej pohvaliti naslednje ustvarjalce. Davida Laha, Urbana Šubica,
Hrastnik, vsi učenci osnovne šole ob Dravinji. Njihova dela namenjen jim je poseben prostor na razstavi, to so ti slike. Niso v skladu z razpisom, vendar zaradi izjemnih likovno čistih del izrekamo posebno priznanje in pohvalo, ter jih brez kančnega dvoma uvrstili na razstavo. Enostaven pristop k reševanju likovne govorice priča o drugačnem likovnem razmišljanju, s tonsko rešeno likovno formo, brez dodatnih okraskov, figur in nepotrebnih detajlov, so ustvarjalci pokazali, da pravilno razmišljajo in obvladajo pravilno likovno izražanje. Na oder prihaja Jan Fenn, klavir 3. razreda, star v srednjem.